Dragi gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si v današnji uri resnice. S menoj so naša stalna komentatorja Peter Gregorčič in pa Bernard Nežmah. Pozdravljeni. Zdaj, oba sta od nekod prišla. Ti si bil v ZDA, ampak službeno, ne? Službeno, se temu reče. Na konferenci. Predavanja si imel, kako Konferenci kakšni? To je bilo filozofsko-medijska konferenca. Aha, filozofsko-medijska konferenca. Vloga humanistike v množičnih medijih. Skratka, ampak si zdaj spremljal Washington Post odpuščala, ne, tretjino novinarjev. To si to tam dol zvedel? Ne, tam dol sem gotovo nekaj drugega, da časopisa skoraj najti ne moreš. Iskal sem glavni arizonski časopis, ga ni bilo nikjer, na koncu ga najdem v apoteki. Mislim, kot izvod. Kot izvod. Ostalo pa več ničega. Časopis je čudo. Tako da je ta usoda Washington Posta precej razumljiva. Ti si bil pa kje na Kanarski oziroma Tenerifi? Na Gran Canaria. Gran Canaria. In tam si spremljal, ne? Ti si včasih podpredsednik, ne? Kolesarske zveze. Ja. Tam si spremljal verjetno konferenco pa zmago Vehovaj ali kako. V bistvu sem bil obveščen, kako se je zadeva zgodila in sem zelo vesel, da je pač ta predsednik. Čakaj, neki skrivnosen si je, kako si Ne, jaz sem pač dol šel na počitnice takrat, če razen kar je nujno ne počnem, ne. Ampak sem pa tu spremljal, bilo mi je zanimivo, no, se pravi, skratka čestitke novemu predsedniku Kolesarske zveze Slovenije, predvsem zato, da je zmagal, brez da bi mu bilo potrebno priti na skupščino. A ni to nenavadno, kako? Ja, je nenavadno, ampak pač stvari, na katere smo mnogi že opozarjali, da so se dogajali na Kolesarski zvezi, ne, so očitno res bile take, ne, in zato je pač bilo tak rezultat mogoče. Dobro, predlagam, da gremo na današnji dve osnovni temi. Ena je, ali ta zgodba s Kršmancem pomeni konec slovenskega ustavnega sodišča, in pa druga stvar, politična debata pred volitvami, postaja že Logar z demokrati odločilni faktor prihodnjih volitev in ali je tranzicijska levica zdaj tokrat res pred porazom. Zdaj, Peter, afera Kršmanc, ne? Ustavni sodnik, ki ga je pač, oziroma kandidat za ustavnega sodnika, ki ga je Nataša Pirc Musar predlagala, je potem po spletu nekih okoliščin, pa navedb, da ima preveč konzervativna stališča, bil odstranjen iz kandidature in ni bil izvoljen, prišla je druga kandidatka in postala ustavna sodnica. Kako si gledaš na to zgodbo? Ja, najprej bi rekel, tako kot je zapisal Matej Abel v kolumni v Financah, prišel je iz nič in odšel je v nič. Namreč Cilja Kršmanca verjetno... Mislim, da je on uporabil celo besedo, da je politično je prišel iz nič, kako, ne? Ja, zdaj njega verjetno javnost pozna še najbolj po tem, da je bil en izmed 3 pravnikov, ki so podprli Šutarjev zakon. Ja, 3 ali 4, ja. In kljub temu pač... V parlamentu ga je podprl, ne? Ja, in kljub temu ni uspel, se pravi, s kandidaturo. Tisti, ki se pa ukvarjamo z globljim ozadjem, pa vemo, da je bil en od akterjev Aleksandra Čeferina v zadevi Milović. To je bil tisti gospod, katerega cenzurira intervju pripeljal do oddaje, kjer smo danes. Ne. In sicer, kot sem se šel pozanimati, pa malo pogledal dokumente, ne, je pač v zadevi Milović odločal o družbeno koristnem delu, ali se mu ga dodeli ali ne. Zadeva je bila taka, o tem vedno odloča sodnik, ki je sodil na prvi stopni, in sodnica, ki je tukaj sodila v prvi stopni, je odšla v pokoj, zaradi tega ni bilo več, ne? In potem si je zadevo Kršmanc kot vodja kazenskega oddelka kar sam dodelil. V Ljubljani, ne? Ja. V Ljubljani, ne? Kar sam dodelil, ne? Celo nekje sem tam preveril po pravosodju, govori se, da naj bi prišel do njega strokovni sodelavec, ne? Ki je že pripravil odločbo, ne? Da se ugodi prošnje za družbeno koristno delo, ko je Kršmanc nikdar Milovića videl, ga naj bi vprašal, ne, za koga gre, rekel za Milovića, rekel ne, on more pa v zapor. Ne. Zdaj ta zadeva ima zrno soli zaradi tega, ker je ta stvar, da je bila res kršitev naravnega sodnika potrjena strani Vrhovnega sodišča. Ne. Namreč potem je se Milović pritožil in Vrhovno sodišče to zadevo razveljavilo in takrat so tudi Milovića spustili iz zapora. Ne. Skratka, zdaj ta uvod zaradi tega, da gledalke in gledalce opozorimo, da gre v bistvu za sodnika, ne, ki je vsaj po mojih dostopnih informacijah sodnik iz omrežja Aleksandra Čeferina. In zdaj, kaj se je zgodilo s tem, ko ni bil imenovan? Ne? Ja, preprečila se je ustavna večina Čeferina na ustavnem sodišču. Jaz mislim, da tu pač, tamle imaš Roka Čeferina, ne, za katerega mi govorijo, da naj bi bil kar telefonček, se pravi, družine Čeferin. Če se treba, tako se govori zdaj, res, jaz nisem tam. Ne. Se pravi, se vzame telefon in se pokliče Roka Čeferina, potem je bil tam imenovan nedavno sodnik Gorkič, ne, ki je zelo tesno zvezan s Čeferinami, potem z njimi se povezuje Nina Beteto, to je že tretja, ne, ki naj bi zdaj bila tista, ne, se pravi, ker Čeferin, Rok naj ne bi imel dovolj karizme, ker smo lahko se videli tudi pri Marcelu Štefančiču, ne, kjer ne samo, da nima karizme, ampak spustil se na nivo političnega komentatorja, pri čemer očitno ne razume ne medijskega, ne političnega prostora, ne v Sloveniji, ne v tujini. Mislim, da nekdo reče, da so protesti se zgodili v Ameriki šele danes, ne.
On je to rekel, ne, da v Ameriki so začeli protestirati šele zdaj, da prej protestov ni bilo, da so bili protesti prej v Sloveniji kot v Ameriki. Ne. Mislim, ta človek ne pozna niti mednarodnega okolja. Ne. Se pravi, je Nina Beteto, ki naj bi bila zdaj tisti birič, z kateri se sledi. Ne. Potem imel si odličen intervju z Nenatom Gluksom, ne, kjer je razkril, kako predsednik odvetniške zbornice Starman, ne, skrbi za to, da se Aleksandru Čeferinu ne vzame odvetniška licenca, da lahko ohranja svoj največji delež v odvetniški družbi Čeferin in partnerji. Ne. In se pravi, po tej analogiji bi lahko sklepali, da je tudi brat, ne, ki je zdaj imenovan ustavnega sodnika Starman, tudi Čeferinov človek, sprejemajo 4. In če je prišel še Kršmanc, bi imel družina Čeferina v ustavnem sodišču 5 sodnikov. Ne. To je pa dovolj, da sprejmete kakršnokoli odločitev, da je nekaj skladno z ustavo, nekaj pa ni skladno z ustavo. Ne. Razumem, ampak tu nekaj zdaj vse ne štima. Ne? Če so Čeferini tako močni, bi mogel Kršmanc po tej logiki postati ustavni sodnik gladko. Ne? Celo zaradi več, ne? Ker moji viri celo pravijo, ne, da je Aleksander Čeferin, ne, osebno lobiral, naj bi osebno lobiral pri predsednici republike in pri predsedniku vlade. In te zadeve naj bi bile usklajene, potem se pa zgodila neka zadeva, ne vem, ne morem jo razložiti, kakšna, ne, ampak očitno so se neki akterji odločili iz nekega razloga, morda tudi zaradi tega, ker bi prišlo ven, da je bil on, kot ni bil naravni sodnik, ne vem, ne, in se je ta podpora potem odpovedala Kršmancu, ne, in pol pa je prišla v igro volilna matematika. Ne. Namreč, če bi se peljal, ne, ta zgodba do konca in bi določeni poslanci, ki so mu odrekli podporo, ne pozabimo, glasovanje je tajno, ne, mu ne dali podpore, sodnik ne bi bil izvoljen in postopka, ne, za novega sodnika, ne, ki bi bil po ugodu tej politični koaliciji, ne bilo, tega časa in prostora ne bilo več. Ne. In zaradi tega se predsednica republike verjetno, sklepam, ne, odločila, ne, da ga vzela ven. Bi pa rekel takole, ne, da mogoče je bil pa to v bistvu, tukaj je bil Aleksander Čeferin verjetno ena redkih njegovih kadrovskih porazov. Ne. Zanimivo je, da je v bistvu ta napad prišel prav iz 8. marca, pri čemer sta se Aleksander Čeferin in Nika Kovač celo slikala. Pred kratkim, ne. Ampak moji veri pravijo, da verjetno takrat je Čeferin mislil, da itak je že vse urejeno, ne, pri predsednici republike in pri vladi, ne, in da zaradi tega ni reagiral, medtem ko Nika Kovač verjetno sploh ni vedela za povezave med Čeferinom in Kršmancem. Skratka, ta omrežja so kar globoka. No, tako da z tega stališča bi pa rekel tako, se pa strinjam tudi z drugimi, ki pravijo, recimo predvsem z Mirom Cerarjem, da tak način izbora kandidatov, ne, je zelo slab za slovenski politični prostor. Prvič, od tega, na ta način da je pač potem nekdo čaka, čeprav je že dogovorjen, ne, se ga potem umakne. Ne. Prvič, s tem se določene kandidate, ki so dobri kandidati, umika od interesa, da kandidira za tako pomembno funkcijo. Ne. In drugič, s tem politika daje tudi javni signal, ne, da si je podredila ustavno sodišče, da si ga napakirala, da mora ustavno sodišče slediti njenim idejam in s tem dobimo politično napakirano ustavno sodišče, ki to več ne. Ampak se je tudi začelo to vrstno kadovanje. Ne. Razumem, ampak zdaj, kar je pa povedal, jaz bi podpisal in bil v bistvu edini, ki v tem javnem prostoru to resnično na tak način povedal. Ja, ker zdaj se je vrnil spet v komentiranje. Izvoli. Ja, zanimiva zgodba. No. Personalna zgodba je, se tole Čeferinija. Jaz jo gledam bolj zgodovinsko. Ustavno sodišče je obstaja recimo tudi v partijski Jugoslaviji. Pa smo ga poznali samo po imenu. Nobene poteze ni naredili. Namreč funkcija ustavnega sodišča je, da pravzaprav ob ekstremnih kršitvah prava ustave intervenira. In kdo to počne? To običajno počne oblast. Če si ti kot slehernik, te že običajno sodišča pa inšpektori ustavijo. In dragocenost ustavnega sodišča je torej korektiv, ki skrbi za ustavnost vizavi vlade. In če zdaj gledamo prvo ustavno sodišče, ki smo ga imeli, pa dam recimo, kako je bilo sestavljeno, 3, lahko bi več, bile so same persone, ampak rečemo, dam 3, ki so med seboj zelo različne. Na eni strani je bil Peter Jambrek, kot en izmed avtorjev 57. številke in bodoče slovenske ustave, recimo na skrajno, odločno na Demosovi strani. Potem v ustavnem sodišču je bil Matevž Krivic, oče njegov je bil tožilec na povojnih procesih, ampak sam Krivic je bil izjemno dragocen, ker je za svobodo govora v 80 je bil tisti branilc, ki je na sodišču uspel marsikdaj nevtralizirati partijsko sodstvo vizavi Mladine, Tribune. Potem je bil pa tudi Boštjan Mazupančič, ki je kandidiral celo na listi Zveze komunistov za člana predsedstva, ampak on je bil
svojski, oziroma še vedno svojski. Bil je na Harvardu je doktoriral in je bil znan tudi po svojih, bi rekel, pravno doslednih mnenjih. Jaz se spomnim ene razsodbe Ustavnega sodišča, ko so nekoč se pritožil nekdo, ki so ga obsodili po členu za ponarejanje denarja, on je pa ponarejal bone. No in Zupančič je gledal, pač bon je sicer nadomestek denarja, ampak ni. Skratka, in je pravno izpeljal zelo, zelo natančno, zanimivo v tem smislu, da pač lahko bi ga kaznovali drugače, ne pa zaradi ponarejanja denarja. Skratka, kaj hočem reči? V tistem času je ustavno, mislim, večino v parlamentu je imel Demos, ampak zdaj se mu je samoumevno, da je treba v Ustavno sodišče postaviti pahlačo najrazličnejših pravnikov, ki so pa vsi persone, nobeni prišel takole, da prvi zanj ga slišimo, iz nič ali pa iz polnič. In to je bila tradicija. Dolgo je bila tradicija in moč Ustavnega sodišča, mogoče ena največjih, se je skazala takrat, ko je ob referendumu, ko je Cerar pravzaprav iz proračuna financiral kampanjo vlade, ne pa kampanjo predlagateljev referenduma. Takrat je Ustavno sodišče razsodilo, da je to kršenje, takrat je celo vlada padla. Skratka, ta duh, da so v Ustavnem sodišču persone, ki jih poznamo, tudi zunaj pravniških krogov, ki pravzaprav jih poznamo ne zaradi afera ali pa zaradi pomembnosti, v kateri pisarni je kdo delal, ampak po jasno izraženih pravnih mnenjih in v smislu tega, da so bili bolj ali manj vedno na strani človekovih pravic ali pa proti kršenju. In zgodaj še nekaj. Nekoč je Nova revija izdajala sklepe oziroma razsodbe Ustavnega sodišča. To je bilo čtivo. Skratka, tudi ločena mnenja se je brali. So zanimive pravne argumentacije. Zdaj se je spremenilo Ustavno sodišče v Valjar. Valjar, ki je tukaj zato, bodi si v tvoji zadevi, se pravi, nacionalne televizije, bodi si, če vzamemo takole, jaz mislim, da že zdaj izjemno tako deluje. Glejmo Šutarjev zakon. Že par mesecev je znana vsa njegova protislovnost oziroma potencialno kršenje ustave, sodišče ne odloči. Jaz ga imam na sumu, da bo odločil šele po volitvah, v smislu pomoči vladi. In to dejstvo, da pravzaprav se ne voli več kandidatov, ki imajo družbeno težo. Rečemo, ene dva, ki smo že čisto pozabili na njih. En je bil bivši dekan pravne fakultete, se pravi Janez Krajnc, veliki strokovnjak tudi za antično pravo, mislim, da je prišel do enih 45 glasov v parlamentu. Še prej smo imeli pa pravzaprav izjemno lucidnega pravnika, ki je bil enfant terrible za marsikoga, Andraža Terška, ki je bil znan po tem, da je lahko se tudi branil tako imenov ideje levih strank, ampak če pač ustava, zakoni so govorili drugače, bil na drugi strani. Skratka, lik sodnika, ki uživa v sojenju v tem smislu, da je irelevantno, katera politična stranka je za neko idejo, je pravzaprav izgnan. In v tem smislu je to, lahko rečem, pokop Ustavnega sodišča, da Ustavno sodišče je trenutno in bo pravzaprav samo še en organ, ki bo potrjeval vladne poteze do zdaj. V prihodnosti pa lahko seveda ravno obrnemo. No, kaj recimo, za to prihodnost, pa ko se pravi ustavna korektura vizavi vlade pa politike, recimo, da zdaj pride do nekih sprememb, pa da pride recimo teoretično neka desnosredinska vlada, tukaj imamo pa zdaj praktično enobarvno levo Ustavno sodišče. Ali to pomeni zdaj kaj, da lahko pride do situacije, recimo, ko bo Ustavno sodišče dobesedno vsak sklep ali pa vsak zakon vlade blokiralo iz političnih razlogov ali kako? To zna biti zelo zanimiva situacija. Namreč, če bo tega preveč, bo postala stvar že politično preveč očitna. V vsakem primeru pa jaz take naklonjenosti, oziroma take brezbrižnosti ali pa odpovedi sojenju, kot v zadevi RTV, pravzaprav do zdaj še ni bilo. Mislim, če gledamo zgodovino in v tem smislu je pa še nekaj, mi nimamo nobenih pravih javnih debat. Jaz sem zadnjič poslušal Radio Ognjišče, je imel neko oddajo, ker sta dva Nisem razumel vseh pravne debate.
Debate o recimo ustavnem sodišču, o pravu, skratka, v katerem smislu, medijske. Včasih smo imeli mnogo okroglih miz, na katerih se je osvetljevalo. Danes recimo kraj, ki je formalno določen, da bi bil idealen, to je nacionalna televizija, tega nima, ima neke kratke oddaje, bi rekel, pa kdo je gost v kakšni oddaji politični, ampak da bi bil pa to prostor, v katerem bi ti artikuliral poglede, razloge, argumente in tudi če vzamemo še nekaj, tisto, kar je bilo dragoceno, da so na ustavnem sodišču sedeli ljudje, ki so imeli recimo tudi bogato izkušnjo ali pa krepko izkušnjo iz svojih delovnih, recimo ameriških ali drugih okolja. To je bil od Boštjana Zupančiča, tudi Jambrek je bil, zdaj je Jaklič in še marsikdo je bil. In to je v resnici pravo mora imeti širino, pravo mora imeti ostrino in globino. To pa deluje meni zdaj kot neka odvetniška pisarna, ki potrjuje pač en sklep. Če smem? Ja, sem še rekel, vse to mislim tudi vprašanje v bistvu zate, no, ampak nekateri celo govorijo, da bi utegnilo ustavno sodišče v primeru, pač, da nekdo ne bi bil zadovoljen z volilnim rezultatom, poseči celo v odločitev na volitvah, ne? Lej, to je vse možno, ampak moraš vedeti, ustavno sodišče je več kot samo, zdaj mi gledamo vse na volitve. Ne? Ustavno sodišče brani, jaz sem bil v 5 ustavno sodišče, zdaj sem računal 14 let, v 2 caseih, nisem RTV, prej bil pa še Zofi. In v bistvu sem bil v 2 caseih, ki so v bistvu, kjer se brani ključne podsisteme države. Če vi hočete imeti dolgoročno vlado, morate imeti v rokah medije, ker mediji vam izkrivljajo trenutno stanje, če jih imate v rokah, in morate imeti v rokah šolstvo, ker s tem pa dolgoročno vzgajate volivce. In ne pozabimo, moja teza, kdaj se ta zadeva, tista Mugerli bila, jasna je bila, ki je rekla, bomo v 9 let hitro zdaj je predsednica sodišča v Mariboru. Ampak kje je to nastalo, v katerem kontekstu? V kontekstu zakona o financiranju zasebnih šol. Jaz sem bil tam akter in zdaj bom povedal, moja teza, zakaj se ta zadeva odkrila ta luknja. To je bila majhna luknja v sistemu, ki so jo dopuščali, da je zgledal sistem demokratičen. To je moja teza. Se pravi, Titova cesta bila takrat zadeljava. Se pravi, nič hudega, ampak ko smo mi uspeli na zasebnih šolah, tudi še niso pričakovali, da bo nekaj hudega. Namreč takrat so igralci iz ozadja, nekomu od naših rekli, to sta bila igralci v šolstvu, glavna sta bivši minister Gabar, ki je potem tudi hotel doseči, da bi bili mi za to kaznovani, meni osebno rekel, enkrat, zakaj ste šli to narediti, zdaj bomo dali manj, ne več, jaz sem vam dal toliko. In Štrukelj, ki je rekel, nič hudega, če so to sprejeli. Ta zadeva bo pač ena izmed tistih, ki je nikoli ne bomo uresničili. Skratka, oni so dopustili... prvi osebi edine, množine. Tako, prvi osebi množine. Se pravi, oni so takrat gledali, imamo inštitucijo, ki je čisto na vrhu, ni čisto taka, kot je bila v Jugoslaviji, res, da so bili na začetku tam ljudje, kot si ti rekel, tam so sedele persone, ampak te persone so potem uspele presoditi neko zadevo drugače, kot so oni hoteli, oni so imeli pa še drugi mehanizem in to itak bo odločba, ki bo ostala črka na papirju. Ampak mi smo se takrat osebno angažirali 7 let, da smo to zadevo spravili vseeno čez zakonodajni postopek pod tretjo Janševo vlado. In jim je ta zadeva ušla iz rok. In takrat so oni pogruntali, ne, ni dovolj, da imamo mi neko inštitucijo, ki nekaj dopušča, pa pol mi blokiramo, treba je to sodišče napakirati s političnimi kadri, ki so to sodišče čisto razsuli, potem pa pride drugi case, gleda zlomka RTV Slovenija, mimogrede ekskluzivno lahko povem, bila je 22. tik preden sem šel na Kanarce, je bila seja 22. januarja, smo bili na 3. točki dnevnega reda, sem šel pogledat v spis danes in kaj vidim, jaz sem dal že oktobra predlog za izločitev sodnika poročevalca Ačeta. Skratka, če jaz prav kaj razumem pravo, če imaš ti na senatu, ki odloča predlog izločitve, ne moreš nič narediti, dokler ne odločiš o izločitvi. Lahko ga izločiš, lahko ga ne izločiš. Pazi, v spisu ni videti nikakršnega odločanja o izločitvi, se pravi, bi mogel biti saj noter sklep, da ni izločen ali pa da je izločen. Je pa noter sklep, da so namesto, da bi odločili izločitvi, verjetno imajo šahmat položaj, 3-3, namreč 2 sodnika sta že izločena, Ačeto ne more šahpat, ja. Ačeto sebi ne more odločati, spravi jih imamo 6, če so zdaj recimo 3-3, potem odloči glas predsednika, ampak predsednik Čeferin, ki je izločen. In potem lahko pride do tega. In kaj so naredili namesto, da bi odločili izločitvi, so zamenjali sodnika poročevalca. In zdaj je v tej
tej zadevi sodnica poročevalca Šugman Staps. Kaj to pomeni? Ne vem, ne razumem, ampak jaz bi rekel po neki naravi stvari, bi morali najprej odločati o tem, ali Ačeto lahko sodi v tej zadevi, ali ne more soditi. Oni so pa temu izognili. Skratka, dobili smo sodišče, ki je zdaj, zaradi tega, ker je politično napakirano, ker ne sodi več po pravu. Prejšnja sodišča so sicer bilo trdo priti čez in bilo treba imeti zelo dobro argumentacijo, ampak se je dalo priti, čeprav šibko večino, do sodišča, ki ga raj razsuje ustavno sodišče, kot da bi o zadevi, ki je evidentna, pač politična kadrovska čistka ni ustavno dopustna. Konec. Tem so že povedala Evropsko sodišče človekove pravice, je povedala sodišče Evropske unije, o tem pač ne odloča. In do tega smo prišli in prišli smo do tega, da če more kandidat za sodnika se pred politiko zagovarjati, kako bo sodil, to pomeni, da direktno politiki odgovarja za svoje politične odločitve in s tem krni ugled sodišča in njegovo nepristranskost, ker če bo sodil prid politiki, ki ga je nastavila, tudi če bo sodil skladno z ustavo, bo na njega letel očitek javnosti, da sodi skladno s politiko, ki ga je imenovala, sicer pa ta politika pač rekla, glej, imenovali smo te tam zato, sodiš pa kontra temu, kar si bil namenjen. To je bolj posledica velikega razkola v politiki. Skratka, situacija je bila podobna že vsa ta leta. Samo veljale pravilo, da je ustavno sodišče nekaj, kjer pa moramo najti malo konsenza med seboj. Ker moramo dopustiti, bi rekel, različno provenienco, odkjer pridejo kandidati. Zdajšnja Golobova vlada je to najbolj radikalizirala. Tukaj smo mi in nihče drug. In to na vseh točkah sistema, kamorkoli pogledamo. In tako radikalne leve koalicije, kot je zdajšnja, je pravzaprav ni bilo. Konec koncev, kdaj so imeli tudi kaj slabe vesti, pa kakšne poteze niso naredili. Konec koncev, Cerar je tako odstopil, izkazali se mu je, da je upal, da bo s tem kaj popravil. No, ampak kljub vsemu, take geste v zdajšnjem času več ni doživeti. Ampak to je tudi razlog za to, da se dobene persone ne pojavijo, kako? Take, recimo, ki so na nek način splošno družbeno sprejemljivi. Ja, gotovo. Zdaj, če je postalo zelo jasno, vzemimo čist primer Krajnca. Krajnc je v času Janševe vlade zadnje, mislim, da je dobil 45. To 45. Potem je bil pa naprej ta, ki je bil izvoljen Svetliča, nekaj dobil pa glas več ali dva celo. No, ampak poglejmo, zakaj bi zdaj problem, kjer si bilo ostalih 45 glasov? Se pravi, cela leva koalicija, oziroma takrat leva opozicija, ni očitno prispevala niti glasu. In nobenega razloga, pravzaprav, mož je eminentni pravnik. In to pomeni samo preprosto, da so sledili samo temu, kako rušiti, kako onemogočati, da bi v času Janševe vlade postavili sodnika, da bi ga predstavili v njihovo obdobje. To je v bistvu tisto, če nekaj opažamo, da je izjemno malo dialoga ostalo tudi, če pogledamo v smislu dialoga v, rečemo, najvišji politiki in tudi v medijih. Mediji niso kraj, kjer bi omogočali dialog med politiki, kvečem so kraj spopada, rečemo. Pop TV je živahna, ampak tam je ključno, da teče kri. Skratka, to, kar je pomembno, v družbi je vedno pomembno se pogovarjati in najdeti magar kdaj tudi kakšne skupne točke. In to je nekaj, kar nima nikakršne teže več. Je pomembno zdaj samo zmagovati. Vzemimo zdaj 8. marec, ima zdaj moč, da lahko da veto na izbor ustavnega sodnika, in recimo značilnost 8. marca je samo drugi ali smo pa mi. In ko se je Kršmanc, sem videl tiste, se mi je res čudovita stališča svobode govora. Ko je napisal neko pismo 8. marcu, v katerem se pritoži na nedemokratičnost početja, 8. marc tega ni objavil na svojih straneh, pa se jih neposredno tiče. Skratka, družba, ki je na nek način, malo spominja na stari partijski čas, na starem partijskem času je bilo drugo mnenje ilegalno, ga ni bilo videti. Zdaj je pač v segmentih, v posameznih fragmentih ga najdemo, ampak
na ravni, rečemo, dominantnih medijev, je tudi iz teh izgnali. Kaj pa ta poteza, da je prišel potem Kršmanc recimo fizično v parlament, pa je skušal prisostovati, oziroma verjetno mogoče so kako nekako posečno, ne vem, v to glasovanje. Ja, meni se zdi to čisto naravno. Ne? Zdaj, če je bil kandidat... Do zdaj to še nihče ni počel. Ne, ni, ampak on je vzel za res. Tem ni slabega. Mislim, zelo lepo, da nekdo vzame funkcijo za res. Skratka, bil in hotel je najbrž predstaviti svoje argumente. Če bi ga pred glasovanjem, imaš najbrž pravico, da kaj poveš. In na ta način, da človeka, v katerem glasujejo, niti v parlament ne spustijo, kot je naredila podpredsednica SD-ja. To je pa škandal. No, potem, da to uprizarjajo še stališča, ne vem, pravnosti, ne vem česa. Pa to nisem čisto siguren. Veš, če ti kandidati za ustavne sodnike oziroma sodnice imajo pravico nekaj povedati v parlamentu? No, ampak vsekakor lahko vstopijo. Mislim, da ne. Ne, nimajo več pravice. Ne? Ampak tam je bilo, kar je bilo ponižujoče, da ga niso spustili na tribuno. To pravi, skratka, to zadevo, te kulture, ti imaš nekega kandidata, ki je kandidiral, prišel do nekam, ga ne boš izvolil, ampak vsaj z njim ravnej spoštljivo. Skratka, vsaj dajmo mesto na tribuni, kamor načeloma... Ima javnost pravico biti na tribuni. Tako, kamor lahko vsak pride. Njega so pa, če sem prav nekje prebral, so ga časa zdrževali, ker se ni prijavil, zdrževali tamle v tisti pisarni, potem so se nekako uredili, da so ga nekam odpeljali, ampak skratka, to ravnanje s kandidati, to je tudi en od razlogov, da nekateri resni kandidati, po mojem, ne kandidirajo. So ker pač, ne bo dobil prvič politične podpore, ker nima dovolj mehke hrbtenice, in drugič, zakaj bi se potem to šel. In potem pač ima politika še bolj prosto pot, da brezsramno pakira ustavno sodišče z sebi lojalnimi sodniki. Ampak tukaj dve stvari, samo me še to zanima. Se pravi, zdaj, v bistvu ne moreš postati ustavni sodnik, če nimaš politične podpore, če nisi na pravi strani. 46 glasov rabiš, če jih nimaš, jih nimaš. Vrak je pravzaprav v tem, da pred desetletji je bilo tako, da si imel dva pogoja. Rabo si politično podporo, tudi takrat brez nje ni šlo. In skratka, rabo si imel pa seveda tudi svoja dela in ustvarci si mogel iz sebe persono. Oboje si mogel imeti. Ti si lahko zmagal, prišel, če si bil znotraj, si veljal za pravniško ali pa miselno korifejo. Danes pa tega ne rabiš več. Danes je pa zadost, da je večina politična na tvoji strani in si ti lahko pač poizveš. Za biografijo bodočih ali pa sedanjih ustavnih sodnikov zvemo zdaj, prej skoraj nihče ne. Sploh se mi zdi, da je tale zdaj te postopke, ki se začenjajo pri predsednici republike, da so se blazno znižali ti kriteriji. Zdaj, recimo te Barbare Kesal, ne vem, po mojem nihče ne pozna po teh merilih, o katerih ti govoriš. Neka prepoznavnost v družbi, pa neka bivša dela in podobno. Prejšnji predsednik Pahor je vsaj uvedel eno zadevo predstavitev sodnikov, kar se mi zdi zelo tako lepo dejanje. On je imel javne predstavitve kandidatov za ustavne sodnike. Skratka, da se javnost, če je že bil še malo anonimen, lahko z njimi njegovimi stališči seznanila tudi javnost. To je pač predsednica preprosto ukinila. Pričemer zdaj vidim, da gre celo tako, da v bistvu kandidira svoje osebne prijateljice, oziroma pač ljudi, s katerimi je tudi poslovno povezana, neposredno prek njene odvetniške pisarne in podobno. Ja, gledajte, ona je ves čas v protislovju sama sabo in s tem, kar pripoveduje. Imela je eno tako, ko bo imela majhen ogljični odtis, kot predsednica, in potem, ker skozi na poti pove, to pa nisem vedela. Mislim, kako ti ne veš, če boš predsednik, da boš potoval na veliko, boš pač skrčil. Druga je pa zdaj, če pogledamo, kako je ona predlagala kandidate za guvernerja. In tam bila neomajna. Kandidat, ki ga je... Pri eni kandidatki, ne? Ja, kandidatko, ki ga postavlja, ali pa ga postavlja in je ustrajala, ne glede, kaj si je vlada mislila, zdaj pa že nekoga postavi in potem na še pet nekoga, to mirno umakne in potem doda nekoga drugega. Skratka, deluje kot popolnoma ustrežljiva in z tega bi pač deluje, kot da njena prvenstvena skrb je, kako omogočati tako imenovani levi koaliciji čim varnejšo pot na volitve. Zanimivo, ko je ustajala, recimo potem, da ni podpisala imenovanja za tega Milošiča, isto pa, da bi pač recimo šel iz, pri nekaterih stvarih, ki se je izkazala, da v imenu česa ona prav, imenu načelu ustraja pa nečem, pri najbolj pomembni, gotovo je to najbolj pomembna funkcija ustavni sodnik, je pa najbolj indiferentna. Če smem sam tle nekaj dodati, ker smo prej govorili prav imenovanje, zdaj mislim, da si imel v mislih predsednico KPK novo.
Ja, ne, predsednico KPK-ja, Ja. oziroma dva kandidata za predsednico KPK-ja. Ja, ampak si pač rekel po prijateljskih Ja. linijah. Ne bo me čudilo, Katarina Bevar, senat. tako, ne bo me čudilo, ne, se pravi, ona je neomajna tam, kjer nima svojih omrežij. Ne bo me čudilo, če bo čas razkril, ne, da tudi pri Kršmancu zadeva umaknila na prigovarjanje prijateljskega omrežja. Ne bo me čudilo, ker očitno pri tej predsednici republike gre sta za dva nivoja. Ne. En nivo je ta, kjer ima ona vedno svoj prav, drugi je pa njen osebni prijateljski interes. Ne. Skratka, tam ni, tudi tale Katarina Brevar Stranat, je bila prva odlikovana, ko je ona postala predsednica. Skratka, tam nima nikakršnega zadržka. Pričemer pa je treba eno stvar vsem povedati, pri guvernerki je pa uspelo, je tukaj pa treba čestitati. Skratka, ustrajala toliko časa, da je uspelo, da ni bila imenovana. Skratka, tisto imenovanje je uspela blokirati. Karkoli si to misli, tukaj je uspela, ampak jaz bi sam tukaj opozoril. Včasih, ko kakšnih stvari ne moreš razumeti strani logike, nekje je nekdo neomajen, nekje pa kar gre čez. Treba pogledati še za logiko in za logiko so osebni, prijateljski, omrežni interesi. In ne bo me čudilo, kot sem rekel, če se bo čez izkazalo, da je bilo tukaj to. Kaj bi se pa lahko izkazalo? Ne, sam pač pravim, razmišljam. Dobro, predlagam, da gremo naprej, se spomnite že malo preskočil, jaz sem, če boš kaj še dodal v tej zvezi. Zdaj, zgodba Anžeta Logarja, ta zadnja anketa javnega mnenja v ponedeljek za Mediano je pokazala, za Delo je pokazala, da očitno Logar postaja odločilen faktor za naprej, kako bo oziroma naj bi izgledala bodoča vladna koalicija. Ja, v bistvu je... In da skupni seštevek zdaj že nekaj časa kaže, da bi lahko tranzicijska levica te volitve vizavi desne sredine izgubila. Zdaj, pri Logarju velja pogledati, kaj je njegova drža oziroma drža njegove stranke. On je izrekel to, da bi formiral vlado, če dobi moč, s tem, da vključi tudi kakšno stranko iz leve koalicije. Zdaj, poglejmo druge stranke, ki so malo zunaj. Prebilič je deloval, začel je kot neodvisni kandidat, potem je pa v njegovi naraciji prišel v spredje, da z Janšo pa ne bo šel v vlado. Janša ne. Potem imamo stranko, ki deluje čisto zunaj vseh kontur, to je Resnica in Stevanoviča, ki pa jasno, slovesno zatrdi, da je šel k notarju, ker je dal podpis, da z SDS in z Janšo ne bo sodeloval. Da je zanimivo. Bi razumel, da mi hkrati pove, da bi bil vred notranji minister. Človek razume, da imaš stranko, ki rečeš, nobenim ne bomo sodelovali. Ampak ta spet pove z SDS, da tem ne sodelujem, tam bi pa bil minister. Se ne moreš biti minister drugače, kot da greš v koalicijo od teh. Se pravi, kaj imamo situacijo? Podobno Vesna. Vesna na prejšnjih volitvah je bila okoljska stranka, zdaj je pač stranka leve koalicije in pove jasno z Janšo ne glede na to, da ima največ težav z Golobom, Jankovičem in sedanjo vlado. In če vzamemo tako, je Logarjeva stranka edina, ki ne pripada ekskluzivno enemu samemu bloku. In zdaj stališča, če zdaj človek izbira, če si blokovsko opredeljen, potem je enostavno, sam izbereš, koga izmed te palete imaš. In v tem smislu je on eden redkih, najbrž dober, priznati je treba, da so pirati tudi na nek način precej se ne, bi rekel, vnaprej opredeljujejo, da imamo to na voljo. In v tem je novo. In tega že dolgo ni bilo. Recimo, če gledamo čisto hladno, najbrž je bila zadnja Virantova stranka, ki je nastopila in štartala s tem, da ni rekla, da bo ekskluzivni del, ali pa da s katerimi strankami definitivno ne bo nastopila. Vse ostale so se vedno postavile kot regiment v eni četi. In z tega stališča ima Logarjeva stranka neko posebnost. In po drugi strani ima še drug pomemben faktor, to, da ni stranka od včeraj, ampak da ga poznamo kot... Logar ni od včeraj, ne? Ja, skratka, poznamo ga kot politično persono. Politično persono, ki je pač bil znan po takrat preiskavi tega pranja denarja v Novi Ljubljanski banki in kot zunanji minister, tudi kot politik, tudi pogovori ga poznamo. Se pravi, in v tem smislu je vedno imel
tudi te, ki mu očitajo, da je pač Janšev človek, ti je bilo očitno, da je obstajala neka avtonomija. Ne? Neka avtonomija, kakšno potezo, kdaj ni vedno glasoval čisto enako kot tam. In zdaj, jaz mislim, da to mu daje kar pomembno moč in tudi konec koncev se je relativno zelo dober izvil iz tega spopada z Niko Kovač. To sem te zdaj hotel še dodatno vprašati. Ja. Tukaj se bo očitno išlo. Ne, dobro, ne? Jaz sem se čudil, zakaj bi sploh sodeloval v takem. Konec koncev, koliko imamo primerov, ko je neka civilna druščina napadla župane, predsednike vlade, pa nikoli niso televizije soočen imeli z njimi. Ker je tudi razlika v položaju malo prevelika, zakaj bi z vsakim, ki bi rekel, izvrši atako na tebe sodeloval. No, in tukaj je seveda, jaz razumem, tukaj takoj Pop TV, da to organizira. Pop TV ima rada gledanost, napeto bo, ok. Bolj me je presenetila nacionalka, zakaj bi v istem hipu, kot Pop TV imela tudi nekaj... Ja, očitno je šlo za neko igro politično, po načrtih teh ljudi, ki so se tem verjetno odločali, da bi pač Logar bil tukaj poražen. Ne? Jaz tiskar mi je bilo relativno zabavno v delu pogovora, ko antagonistka pravi, kaj mora narediti, da bo pol onemu verjela. Ti se človek vpraša, pa kakšen faktor pa si, zakaj bi jaz mogel politiko voditi tako, da boš ti meni verjela, da je to kredo moje politike. Ampak se je zelo dobro znašel v tem smislu, da je hvalil celo akcijo, to je treba podpirati še ostale. In konec koncev dejansko še ostale, če gledamo tako, ta je bila drobtinca, recimo, če vzamemo tako neka spletna stran podjetja, ki ga napol več ni, nekaj oglašuje. Facebook stran. In potem neka asociacija demokrate. Jaz sem pisal, v tem ti imaš v Ljubljani 20 let zlorabe glasila lista Ljubljana, v katerem nimamo nobenih, recimo, dilem, polemik, vizij, alternativ, ampak vse skozi samo hvala župana, kjer ga pa plačujemo pravzaprav vsi davkoplačevalci, tudi nasprotniki župana to plačujejo. In v primerjavi s tem je to neopazno, benigno, skratka. Ampak tam se pa seveda ne oglasijo, ne Osni Mars, nekdo drug. In v tem smislu je z tega stališča Logar pravzaprav zmagovalec tega. Dobil je neko pozornost, v kateri je dovolj dobro, dostojno prenesel. Če držijo te informacije, da je Kučan osebno nagovoril Niko Kovač naj gre za to zgodbo proti Logarju, in potem so očitno tukaj angažirali medije, so to v bistvu zelo slabo skalkulirali. Ja, v bistvu ne, takole, v tem smislu... Zagotovo ni bilo mišljeno, da bo Logar išel tukaj ven kot zmagovalec. Ne, pa tudi nekaj. V tej situaciji bi vsakdo pričakoval neko dejanski spopad. Da bi bil nazaj nekaj besen, nekaj učitev, zakaj pa, kje ste mene najdeli, ostalih ne, gor dol. On je tukaj izbral genialno strategijo. Genialno strategijo pravzaprav, kako je sprejel vse kritike dobrohotno. In zadeva je bila, na koncu se meni zdela več kot absurdna, saj na Pop TV-ju, te atake, ki jih lepa ne doživimo, ko nekdo nekomu se pogovarja, pa reče, laže, in 5krat to ponoviš, to uporabljamo druge izraze. In potem, ko nekoga obdeluješ, kako laže, mu na koncu ona gre seč to roko. Najprej se strinjam z večino, se pravi, bi začel malo takole. V Sloveniji imamo polarizacijo, ki je do zdaj zelo delovala. Pripeljala nam je kar neki anti-Janša obrazov, to je točno produkt polarizacije. Ampak ve se, ko nek sistem se zasiči, rata se sprevrže svoje nasprotje. Skratka, ko neka zadeva začne preveč biti močna, potem začne ljudi motati. In tle tu sem jaz ves čas govoril, se je začel odpirati nek sredinski prostor. Na eni strani imamo SDS, ki zaseda cel desni prostor in določeni populaciji ne sede. Na drugi strani imamo zdaj prvič novi obraz, ki, pustimo se bili prejšnji koruptivni, ampak korupcija, tako vsem na očeh, kot je zdaj, pač še nikoli ni bila prisotna. Ta zvezano z ljubljanskim županom, ko pride ven Tarča, se nič ne zgodi. Skratka, to je začelo motati zmerno volilno telo. In tukaj se je zdaj odprl nek prostor za nek nov obraz, v smislu nov sredinski tretji blok. In ta je bil kot naročen v resnici za Prebiliča. Ker Prebilič, če bi vstopil v ta prostor tako pogumno, kot je vstopil Logar, on se ne bi soočal s tem, a je on od Janše ali ni od Janše. On je naravno pripadal prostoru, ki ima pri nas večinskega volivca. Pač to tako je, poglejmo predsedniške volitve, desnica ga še ne dobila. Skratka, večinsko volilno delo je
telo je pri nas bolj levo, kot je desno. Pustimo zdaj, ta leva lahko je v negativnem smislu, lahko je pa čisto v konceptualnem smislu. Ne? Mi imamo levo liberalno večinsko telo, liberalna stranka, imel takrat LDS, je to zagovarjal, je to harala, ne? Potem, ko Drnovška več ni bilo, je to razpadlo, nihče tega ni uspel vzeti. Ne? Skratka, Prebilič tukaj je cincač, ne? In je vstopil Logar, ki mu je začel to pobirati. In zdaj pojavi se dilema volivca, ki ne mara niti Janše, ne? Pa tudi ne diši to, kar dela, to je stradništvo, ki ga dela Golob, koga bo volil. In volt ne more nekoga, ki je nek lik, ki je idealen, ampak ne kandidira, ampak kdor kandidira. Ne? In v tem kontekstu, tlej pa šel jaz na Niko Kovač in mi podal še nekaj svojih opask, ne? Je Logar naredil genialno potezo. Ne? On je seveda, ti si rekel, da je tvegano, ampak moraš vedeti, če ne sprejmeš tvegane, ne moreš imeti, se pravi, high risk, high gain. Ne? Ne moreš, če ne greš v velik riziko, ne moreš imeti velikega dobička. Ne? Skratka, tisti, ki gre ziharaško, kot je šel Prebilič, ne preko, da bi, pol ne bi, ono, drugo, tretje, ostaja na 2-4%. Če hočeš narediti preboj, in tukaj se Logar pokazal iz pravega testa, ne, moraš iti v riziko. Ne? In on je, po mojem mnenju, ne, kot sem jaz gledal, šel v riziko, je dal pomembna sporočila. Ne? Prvo sporočilo je dal, da je politik, ne, on se mora otepati tega, da je Janšov človek, ne? Da je drugačen od Janše. Janša se nikdar ne bi soočil z Niko Kovač. Ne? Ljudje, ki so ga zaradi tega udarali, da on ni voditelj, ti ljudje itak so verniki Janeza Janše. No, noben se ne bi tudi. Ne? Kako? Razumem, ampak glej, zdaj pa druga zadeva. Zdaj pa druga... Golob je šel dvigovati. Loparček. Ampak glej, zdaj kje imamo mi recimo največja bolečina, kakor se jaz srečujem ljudi slovenske volivce, ne? Da imamo politike, ne, praktično, ki napadajo inštitucije pravne države. To ljudje še vedno ne marajo. Tam imamo Janeza Janšo, po krivici ali ne krivici, to se mu pripisuje. Ne. Zdaj pustimo, kar se je zgodilo z Novo Slovenijo. Nova Slovenija spet se zgovarja politično tole. Ne. Potem imamo Roberta Goloba, ne, ki gre celo manipulirati s tem, kaj je KPK odločila in kaj ne. Ne. In potem imamo Anžeta Logarja, ki pride v studio, najprej pove kaj. Reče, gledajte, ni problema, ne, o tem bo odločalo Računsko sodišče, ne, o tem bodo odločale neodvisne institucije. Skratka, on ne govori, vi ste mi politično to nastavljeni, reče, ni problema, jaz pozdravljam, da bo o tem odločala institucija pravne države. Skratka, čisto drugačna retorika, ne? S tem je Logar uspel ta risk izkoristiti najprej zato, da je povedal na tak način, jaz sem drugačen. Ne? Zdaj pa jaz sem gledal obe soočeni in na Pop TV-ju in na RTV-ju in sem potem šel preverjati, katero je bilo prvo, ne? In na prvo žogo sem rekel, prvo je bilo na Pop TV-ju. Ne? Kako se to vidi? Če gre kdo še pogledati za nazaj, bo videl. Ne? Niko Kovač je bila izjemno agresivna. Ne? Izjemno agresivna, ravno zaradi tega, kar si ti rekel, Bernard. Jaz sem bil prepričan, ne, da je menila, da bo njena taktika delovala. Ne? Kako on recimo bilda svojo pozornost, tako da prvaka opozicija, največjega opozicijskega voditelja, naziva zmucek in tako naprej in oni hvaležno to vrača z udarci. Ne? In s tem bildata drugega. Ona dva, oba rabta drugega, da se bildata. Ne? Se pravi, SDS rabi Niko Kovač, da jih bilda pri svojih volivcih, da lahko napada NVO-je. Ne? Niko Kovač rabi najpomembnejšega politika v državi, da ji daje neko kredibilnost. Logar pa se ni odzval. Ne? Logar se je samo smehljal. Ne? In zdaj, recimo, da sem jaz tudi tak, ki prihajam, da je tak situacija, da malo provociram. Ne? In sem šel malo čez to analizirati tista pritegne metale roka na koncu. Ne. Jaz stavim, ne, kaj se ti zgodi? Ko ti, jaz tebe zdaj provociram. Ne. Jaz sem lahko v tem dvoboju zmagovalec samo, če se mi ti grobo odzoveš. Potem sem jaz dosegel svoje, rečem, evo, svido, ne, ti spet rušaš institucije pravne države, ne, pa tega ni naredil. In potem, ko se konča soočenje, minute izjemno hitro teče, to je druga logika, ko si v studiu, kot si ti na ulici, ne, kako naj jaz naredim face saving. In jaz sem 100%, da je Nika Kovač tisto roko spontano dala, ker je hotela pokazati, da sem tudi prijazna. Ne? Jaz sem tudi prijazna in je tisto roko, ker tega še nisem videl na soočenju, je bilo že vstal, dajo mikrofon in dajo roko, to je bila potem, zagotovo... Potem, ko rečeš najprej ležnivce ne parkata. Ne? Ja, tako je, ampak zato, ker se oni odzval. Sam, če se smeš še zaključiti. Ne? Potem, pa dajte si pogledati na RTV-ju, ki je bila posneta kasneje, ne? Tam je bila pa bistveno bolj prijazna, tam se je videli, da so se odvrtili filmi v glavi, seveda ona morala imeti sporočila, ki jih je imela namenjena, da izpelje to svojo kampanjo, ne? Ki pa ni uspela, ne? In tukaj se strinjam, Logar je tukaj absolutni zmagovalec, ne? In to je verjetno do zdaj je to ena najsvetlejših točk njegove kampanje, ne? Najbolj vidnih točk. Zdaj v bistvu se je zgodilo ono obratno. Tako je, on je izkoristil... Ona, ki bi ga mogla uničiti, ga je zdaj v bistvu... Tako, on je v bistvu, in to, kar ves čas govorimo, če ti, ne, problem slovenske politike je ta, da je polarizacija pripeljala v situacijo, ko je postala predvidljiva. Ne? Vsi akteri točno vejo, kaj moram jaz narediti, da bom dobil tvoj odziv, ta odziv sem že vračunal in potem s tem odzivom se katapultiram v vesolje. Ne? In tukaj so narobe predvideli odziv Logarja. Spravi, Logar je s tem, vsaj v tem trenutku, unesel nepredvidljivost prostora. Očitno ne samo Logarja, potem tudi naknadni odziv javnosti. Ne? Tudi, seveda, ampak Logar je bil tisti, ne, se pravi, njegovega odziv, on je bil tukaj akter, on je bil tukaj subjekt tega napada in ta subjekt se ni odzval skladno s pričakovanji, tu nese dvoje. Prvič ti uniči igro, drugič
ti pa vnese strah, ker zdaj ti pa ta igralec ni več predvidljiv. Ne? Janez Janša je izjemno predvidljiv. Ne? Rečeš nekaj čez njega, on te bo plunil nazaj. Ne? To je predvidljivo, to deluje pri tistih 25%, ampak to ga dela njega ujetnika, to dela predvidljivega igralca. Ne? Logar je vnesel nepredvidljivo dinamiko. In to je tista dinamika, za katero še vedno trdim, ne? Da bo bistveno vplivala na volitve in da bo pokazala, ne? In to se zdaj kaže v anketah javnega mnenja, ne? On bistveno raste in če bo on še bolj zrastel, potem bo začel še jemati nase efekt tako imenovanega zmagovalca snežene kepe. Ko si ti, ko imaš ti plas, ko ta plas rata velik, pobira sabo sneg in bo začel to kepo kotaliti. In jaz sem prepričan, da bo gladko tretji, lahko se mu zgodi še kaj več, če bo tako dobro in brez napak igral do konca kampanje. Ja, v bistvu je res ta fenomen Prebiliča zanimiv, ker kaj je naredil? On je naredil pravzaprav najbolj spontano potezo, ki so vse čas vsi počela. Ne? To je bil kul. Skratka, kaj je naredila? Levica je leva stran, je lansirala ali pa je pustila, da se je bilo lansirano še eno stranko, ki je pa tudi v neki bližini. In zdaj je seveda prva stvar, ki jo je Prebilič zatrdil, jaz sem vam blizu. Sicer nisem čez enak, sem vam blizu, ampak ta poteza je pravzaprav v resnici ta zgodba zdajšnja takole, malo sproščujoča. Ne? Do zdaj je veljalo tako, če hočeš v politiki uspeti, moraš biti torej ali ostro proti Janši, ali pa ostro proti vladajoči koaliciji. In tretje poti ni. Kot rečeno, tretja pot bi bila naravna pot zelenih strank, ki so pa vse takoj. Cela zgodovina kaže, da pa nas zelene stranke se pol takoj spajdašijo za levo koalicijo. Že zeleni tam v začetku 90-ih so šli v Drnovškovo, so prestopili v stranko. Skratka, ne razumejo tega, da leve ideje so tako avtonomne, da jih ne moreš povezati z nobeno stranko. Čim jih povežeš, jih zgubiš. Skratka, potem je tisto pomembnejše. In se pravi, Prebilič namesto, da bi gradil svojo politiko, svojo vsebino, se mu zdelo, da mora prvo povedati, da je anti-Janša. Zdaj, Logar je seveda tudi velik kritik vlade. Ni tako, da Logar ni proti vladi. Samo ohranjuje v resnici dejansko tisto nekaj najbolj naravnega iz stališča avtonomne stranke, da se ne zaklinja, komu zdaj pripada, kako se more odreči, bodi si Janši, kako se more česarkoli. In to je novo. Mene v resnici preseneča, kako je v tej deželi se ta perspektiva tako skrčila, da se čudimo nad njim, da je edini, da to ni modus vivendi, kako stranke nastajajo, ampak da je presenečenje. No, ampak zdaj Prebilič poskuša z neko distanco, sem videl zdaj do Goloba. Zdaj je pač zagotovil na Pop TV-ju, da on zagotovo nobenem primeru ne bo šel v koalicijo z Golobom. Samo problem je v tem, in da bi mogla Svoboda dati drugega kandidata, če bo hotela pač oblikovati prostor lahko zasedaš, dokler je prost. In zdaj, kar kaže tudi ankete, je Logar v ta prostor, ki je bil naravno rezerviran za Prebiliča. Se govorim, da so mu strici z ozadja. Po naravi stvari, se pravi polarizacija, levo volilno telo je bil naravno, čakal je nekega Prebiliča, ki, kot sem jaz večkrat rekel, on bi lahko bil drugi Miro Cerar, tudi lahko bi dosegel njegov rezultat, okrog 30%, če bi on šel pogumno. Ampak ker on je pač računal, da se bodo očitno umaknili, se mu to niso, potem je začel mal bi odstranil Goloba, mal ga ne bi, s tem je prvi izgubil kredibilnost. Logar je pa zelo pametno, lahko rečem v tem kontekstu političnem, za borbo za prostor agresivno ta prostor zasedel. Ko pa nekdo že v tem prostoru biva, potem se vzdi pa druga zadeva, kaj se vedno dogaja pri ljudeh. Recimo, to je svemi svoje izkušnje, ko sem šel kandidirati za evropske poslance. Ljudje vedno rabijo nekaj časa, se te navadijo v novi vlogi. Spravi, jaz sem bil prekomentator, pol sem bil kandidat, minit more nekaj časa, se te ljudje navadijo, ko to čas mine, te pa začnejo sprejemati. Nisto Logar. Logar so rabili nekaj časa, da so se ga navadili, da je on samostojen politični akter. Ampak zdaj se ga na to navajajo in zato bo Prebiliču vedno teže. Jaz ne rečem, da on ne bo mogel doseči nekega rezultata, ampak jaz mislim, da bistveno čez 5% Prebilič bo zelo težko prišel, zaradi tega, ker je ta moment zamudil. V politiki so ključni neki trenutki. In v teh trenutkih ali si in potegneš prave poteze, ali pa te ni, ali pa vlečeš napačne poteze. To so vse bolj poznali. Je pa res, vsaj v teoriji iger, tukaj še en moment možen, to je pa upor znotraj Svobode. In v tem smislu, da se to malo razkolje, razdeli in da nastane
neka alternativa proti Golobov, je to vsekako lahko tudi nov akter. Jaz dvomim, da do tega lahko pride, ampak ta možnost obstaja. Ne? In sem pa tja smo imeli v zgodovini, sicer ne tako pozno, ne? V razpade strank, ki so se razdelile, in to naredi, to je še en nov faktor lahko. Ne? V situaciji, jaz bi takole mogoče rekel, če aktualna koalicija predvidi, da je reč zgubljena, potem lahko celo Kitajska. Jaz mislim, da ne. Zdaj, zakaj? Zdaj govorimo o obdobju do volitev, ne? Ne mogoče. Zaradi tega, ker... Ne, pravim, po teoriji Zdaj, jaz pač slišim, so zdaj nekako Golobu predstavili situacijo, realno, kaj je, takšni rezultati, takšni so tredi, da mu kaže, da bo dobil lahko nekje okoli 15%. Ena stvar je, teoretično je mogoče, ampak samo teoretično, veš zakaj? Mislim, da se en mesec, ne vem, zdaj 19. februar daj, pred volitvami se zaprejo kandidacijske liste. Skratka, ti po 19. in 20. februarja ne moreš več vlagati novih kandidatov, ker so fizično postopki zaprti. Ne. Se pravi, smo 10. februarja, ne, imajo še 9 dni, da se stavijo novo listo. Ja, imaš prav, ampak gled, ti imaš drugo možnost. Imaš možnost del poslancev prestopi recimo Hanu, no, to pa lahko. In nastane novo vzdušje. Ja, ampak Han je že predstavil kandidata. Veš, to je lahko kakšnega, ne, ampak skratka, hočem ti povedati, ta prostor, ne, je vedno na kandidacijski listi. Ti moraš človeka prestopati v zgodnejših fazah, recimo 2 leti nazaj si ti prestopil poslansko skupino, se tam formiral. Ne. Zdaj je pa ključno, v katerem volilnem okraju boš ti kandidiral. In ta čas se izteka. Ta čas se bo čez 9 dni neminovno iztekel, se pravi, takrat je zadnji rok. Listo predstavlja v nedeljo, se mi zdi. Že, ampak eno je, kdaj ti predstavljaš, drugo je, kdaj ti tu usklajuješ znotraj stranke. Usklajuje se bistveno prej, ker se moraš z vsemi akterji pogovoriti. Tukaj je veliko nezadovoljstva lahko. Ne? Tukaj, veš, tu so kompleksne zadeve, ne? Ker potem eni ljudje, veš, kako je bilo Staš Nervatovcem recimo takrat, ne? Pa je pol težava, nekdo bo izpadel, nekdo bo prišel noter in tako naprej. Skratka, te zadeve, kdaj ti predstavljaš, ko je že vse dogovorjeno. Ne? In takrat seveda lahko kakšnega še zamenjaš, ampak takih premikov pa po mojem ni več časa, da bi se počelo. No. Ampak kaj zdaj recimo ta trend logajo pomeni? To pomeni na nek način tudi recimo možnost vrnitve tega famoznega tretjega bloka, o katerem se je veliko govorilo, pa je potem enkrat se vse skupaj končalo. Ne, moramo še nekaj všteti. To so zdaj recimo silnice, politične tudi razpoloženje med volivci, obstaja pa še medijska realnost. Na medijih je pa še vedno, bi rekel, dominantna, kako bi rekel, usmerjenost je v afirmiranje aktualne koalicije. To situacijo smo imeli tudi leta 90. Ne? Leta 90, razen takrat demokracije, mladine, recimo, družine, ni bilo medijev, ki bi kljub vsemu bili frontalno proti partijskemu režimu. In navzlic, ali pa nacionalka je bila zelo kooperativna do konca z režimom starim. Navzlic, torej, medijski sliki so ljudje glasovali drugače. Skratka, zdaj imamo kakšen dokaz iz zgodovine, da bi rekel, popolno dominiranje v medijskem poročanju z tvojimi topikami ni nujno, običajno je zmagovalni. Zdaj tisto, kar jaz pričakujem v predvolilnem času, eno serijo drobnih afer, ki bi diskreditirali ljudi na recimo na Logarjevi strani ali pa na strani SDS, Nove Slovenije, česarkoli. Da to zna biti en izmed faktorjev, neke male afere, ki jim daš naenkrat, kot kartale za tole zgodbo s hamburgerjem, ki daš naenkrat prve strani osrednje. To bo en izmed novih faktorjev. Res pa je, da imamo zdaj še zelo močen korektor, kot so ta družbena omrežja, vse mogoče, ne? Kjer pa pravzaprav jih recimo nacionalka in Pop TV delo ne morejo posebno ignorirati, ker teme, ki jih recimo tam zamolčijo, pač s večjim veseljem grejo ljudje gledati na družbena omrežja, pridejo pa do njih. Tako da ja, ne vem, jaz imam pač ta občutek, no, ampak tako bom rekel, čisto profesionalni občutek, da letos se mi zdi, da prvič, da televizije ne bodo odločale, ne, teh volitev. Da so zdaj pač tile alternativni mediji pa socialna mreža toliko močni, prišli so tudi do podeželja, ne? Ni več zdaj pač podeželje samo, ki bi gledali TV Slovenije in tako dalje. To se mi gleda, vidim tudi podatke o gledanosti, danes bili podatke. 60 000 ljudi gleda intervju z Golobom, ne? Pri Urošu Slaku oziroma na RTV-ju. To so hudo male številke. Ne? Zdaj lahko direktno primerja svojo oddajo, ne?
Ja, ne hočem reči, to so mejne številke, včasih so bile te številke okoli 150-200 tisoč, to se je zdaj zelo, bom rekel, minimaliziralo. Tega prostora se ne da zapreti. Ne. In tudi, če ga probaš, recimo Nika Kovač, to soočenje, ne, ti uide iz rok in še to izkoristijo. Bi pa dodal eno stvar, sem pa opazil, ko smo lih pri nacionalki, nacionalka je šla v blazno propagando. Ne. Se pravi, naprimer, zelo zanimivo. Ne? Propagando. Ja. Naprimer, k Tani Starič v podcastu povabil profesorja Uhana iz FDV-ja, ki je zelo močno napadel medij, v katerem zdaj gostujejo, zato ker je objavil neko anketo. Ne? Zaradi tega, ker ta anketa kaže, da je še prostora za nek tretji blok ali pa da se lahko stvari premešajo. Ne? Blazo napadu. Ampak ti, kateri podcast, umetnost možnosti? Umetnost možnosti. Ampak zdaj gledam jaz te podatke, rezultate gledanosti tega umetnost možnosti, gledam recimo na Apple podcastu, pa na Spotifyju, ampak to imajo, drugega rože nimajo. Ja. Ampak še bolj indikativno, ne? Gledal sem včeraj Marcela. Ne? Marcel ima vedno v začetku daje nek uvod, prvih 5 ali pa kakorkoli, kjer pokaže nekih par utrinkov aktualnega tedna. Ne? Kaj je včeraj kazal? Včeraj je kazal sporočila iz COVID časov. Ne? Kako so zaplinjeno, se pravi, hočem povedati, ugotovili so, da morajo, ker imajo tako majhno gledanost, ne, povabijo tja Petrovca, ne, ideologa Levice, ki tudi ni se dobro odrezal, ker ni imel kaj povedati. Ne. Skratka, poskušajo obujati ta COVID, ki je pa izginil z ljudi. Veš, takrat so bili, ali pa smo bili ljudje anksiozni, ker smo bili res fizično zaprti. Ne. Se tu ni bila napaka vlade, vse države so zapirale, ampak sproži neke notranje občutke. Ne. Ti občutki so že zdavni minili, ne. Ljudje smo pozabili na ta COVID čas. Ne. In zdaj razen nekega poskusa obujanja na nacionalki, skratka tukaj tudi kaže, ne, kako je politično napakirano ustavno sodišče, se zaveda, ne, da je nacionalka edina stvar, ki jim je v resnici še ostala, ne, da je lahko do polnosti kontroliran, pa kot se je rekel, gledanost je še bistveno bolj padla, kot je že imela slabo. Ne. In skratka, jaz mislim, da tu nima pač praktično nobenega vpliva več. Je zanimiv ta radikalizacija propagande. Ne? Dobra propaganda je tista, ki je ljudje ne opazijo. Ko pa že ti čutiš, da pretiravajo, jaz kot kolesar zadnjič opazil na enem semaforju nek napis za sedanjo kampanjo, hočete, da vam bojo spet zaplinjali otroška igrišča. Otroških igrišč jaz ne pomnim, da bi kdo zaplinjal. Hočem reči, ko pretiravaš v tem strahu, zdaj bo ta revival. Zakaj imamo revival COVID-a? Zato, da se bodo ljudje spomnili, kako hudo jim je bilo takrat, kako se niso smeli gibati in kako bo to takoj povezali z Janšo, pa z Logarjem, pa že s kom podobnim. Ampak jaz se tle strinjam z kolegom, namreč to je pa tako daleč stran od realnosti, da te izpeljave pa skoraj ne moreš več razen v manjšem delu množično lansirati. Ne? Ampak pričakujem pa, da bo po moje to ena najbolj ravno, ker nekaj pa moramo vedeti. Golobovi imajo enormne količine denarja za propagando. Poskušali bojo vse nasvete, vse poteze in če bi šli zgodovinsko zdaj gledati radikalnost in moč falsificiranja skozi predvolilno propagando, bo po moje to, bomo presegali vse rekorde zgodovine. Recimo takšen intervju, ne, gledam zadnjič naslovnico, nisem niti še bral intervjuja, Urške Klakočar Zupančič, ne, recimo za Reporter, ne, če na oblast pride znova Janez Janša, bo pri nas zavladala tema. A to zdaj kaj, to mislim, kakšne učinke imajo? To je bilo meni zelo, recimo leta 96 je bilo to v Rusiji, ko si imel spopad Jelcina, pa Zjuganova kot šefa komunistične partije. In časopisi so imeli takole. Pokazali so v barvah sodobni čas Jelcina, druga polovica je bila črna, pa vrste, tam imaš vsega, Zjuganova. Ampak to je takrat delovalo, zato ker strah pred in spomin na pomanjkanje partijskega časa je bil pač 5-6 let. Zdaj je pa jaz mislim, da je to je pravzaprav bolj stvar za gledališče kot za politiko. Zole, ja. Ne, bej si hotel nekaj povedati. Ja, sem se zdaj bom se spomnil, no, naslednji vprašanje. Ja. Dobro, zdaj, ampak to... tu sem hotel reči. Prej Bernard omenil te napade, mehne aferice posameznikov. Ne? A to zdaj je ta zgodba z NSI-jem, ki je zdaj prišla? Ne, to je druga zgodba, ampak ne, bom povedal, jaz mislim, da če to se bo zgodilo, se bo res zgodilo v volilni kampanji. Zakaj? Ne? Ker tu ponovadi napadajo lahko neke bolj nepomembne akterje. Se pravi, ti imaš 88 kandidatov, da lahko kandidiraš v vseh volilnih okrajih, ali pa kakšnega manj, kakšen kandidira v dveh. Ne? To je veliko ljudi. Imaš lahko nekoga, ki je v nekem neizvolilnem okraju, ga daš tja
času, da lahko sploh ljudje oddajo glas zate, ne, ker ne more drugače dati glasov. In pač najdeš neko njegovo afero in jo daš ven, ne, ampak to zadevo moraš narediti pa po zaključku vložitve volilnih list, ker če bi naredil zdaj, bi tega kandidata lahko zamenjal. Ne. Skratka, to zadevo lahko pričakujemo v zadnjem mesecu, zaradi tega, ker takrat pol imaš ti človeka gor, ki ga ne moreš več umakniti, ne, ker je pač zadeva zaprta. Sam to sem hotel dati. A zdaj diši po zmagi? Mislim, po porazu Levice ali ne? Zaključimo s tem. Ja, jaz bi tako gledal, če gledamo zdaj realnost, vzemo recimo to, s čimer se ponaša uspeh, dolgotrajna oskrba. Evidentno jim je uspel, da so se stroški za bivanje v domu starih znižali. Ampak to je en del. Večji del ljudi pa čaka na pomoč na domu. Teh pa še procesuirali niso. In zdaj, če gledamo, to je en katastrofalen projekt. Projekt, kjer imaš ti v imenu skrbi za stare in onemogle, ti skrbiš, ali pa si relativno dovolj hitro, ali ne, v pol leta poskrbil za en segment, za večjega še štartov nisi. In ko gledamo poteze te vlade na 1001 koncu, in tudi gospodarsko stanje, ki pač evidentno, stališča v Ljubljani Meščana, ki mu koalicija Janković-Golob dviga parkirnino in ne samo številčno, ampak tudi po dnevih, je to udarc na proračuna. In do davčnih, do takih primerjav, da vzhodnoevropske dežele nekatere nas kar prehitevajo, do tega, da gre človek pol nekam na dopust, pa se lahko primerja, pa vidi, kako živijo, kako tam se gibajo Čehi pa Poljaki, pa se malo začudijo, odkje je to, v primerjavi, ko primerja standard. Vsa ta realnost pravzaprav govori, da je aktualna vlada precej ali pa zelo neuspešna. Skratka, mediji dominantni nam pripovedujejo, da so uspešni, družbena obmrežja imajo distanco do te uspešnosti. Iz tega stališča so vsi razlogi, da to, kar ti impliciraš, da se zgodi, da bi se dejansko lahko zgodil krepak poraz aktualne leve koalicije. Zdaj, ti načeloma tudi veliko pišeš o Jankoviću, pa v Ljubljani, ampak zdaj, ko si začel to temo, vsem bi te to še vprašal, zdaj, ko si izkoristil tvojo priložnost tukaj. Zakaj zdaj Janković v principu gre v take vojne z Ljubljančani, ko je hkrati tukaj definitivno gre koalicija Janković-Golob na volitve. Mislim, o čem je zdaj finta, da se zdaj spopada tukaj z štepanjskim naseljem in podobne stvari? Meni se zdi, da ta situacija stališča klasičnega pogleda se je skregana z vso pametjo. Zakaj bi ti svoje volilno okolje, ki te je bolj ali manj vedno podpiral, jim dejansko zagrenil življenje, onkraj vseh bi rekel, smiselnih principov reševanja mestnih problemov. Ker konec koncev, če hočeš od ljudi, da spoštujejo zakon, najprej moraš narediti tako okoliščine, da ga lahko spoštujejo. Torej, če jim ne narediš garažnih hiš, potem nimaš kje parkirati. Mislim, da se mu je zgodilo to, da je skozi leta, ko je postal nedotakljiv, izgubil tudi stik z to vrstno realnostjo in verjame, da je večno nepremagljiv, da je nedotakljiv, da ga, kot prav, sodstvo in se tudi zgledi. Ta zgled, da so 7 let rabili, da so sploh razpisali obravnavo šele po angažmaju Tarče, mu to potrjuje. In verjame torej v svojo a priorno zmago in tudi nekaj zelo preprostega imamo. Kaj so počeli rimski cesarji? S čem so postali popularni? Zakaj so jih vsi poznali? Svoje obraze so kovali na množično nakovance. Vse posod si ga imel. Zdaj, če pogledamo vsakič volitve v Ljubljani, kaj opazimo? Samo enega kandidata. Zakaj? Te lopi tega podjetja Europlakat, s katerim je v Španovini za bicikl, lansirajo njegovo podobo. Mi nimamo nobene kontrole, a on to sploh plača ali ne plača. Tam bi lahko še preštel, une plakate, ki so postavljene. Tle se pa izmenjuje, pol minute je en obraz, pol minute je reklama za Coca-Colo ali karkoli. In s pomočjo dejansko, mislim, da ko naredi ta vtis na Meščane, ko vsi posod vidijo samo njegovo sliko, sploh izgubijo v glavi bi rekel, to percepcijo, da lahko volijo za nekoga drugega. In na tej strani mislim, da je seveda en izmed krvnikov aktualne koalicije, ki jim pomaga k propadu, ravno zaradi svojega samopaštva. Po drugi strani je pa bo znaj biti povprašanje,
kaj se zgodi z njegovo usodo, če zdajšnja koalicija izgubi. Če smem samo tle dodati, kar sem že rekel in oddaje, pa me zanima tudi, kaj misliš ti o tem. Ne? Moja teza je pa druga. Ne? Pač te afere so zdaj udarile ven čez tarča. Ne? In on rabi nekaj, kar je proglasilo. Ne? In kaj je boljši gostilniški pogovor, kot da so ti vzeli parkirno mesto? Seveda boleče za Jankovića, ampak bistveno manj boleče, kot če bi začela sodišča tudi pod pritiskom javnosti zdaj procesirati. Ne? Namreč sodišče lahko drži zadevo v predalu 7 let, če je javnost tiho. Če pa javnost o tem začne govoriti, pa rabaš ti temo, ki bo to preglasila. In moja teza je, da ta tema je v bistvu zelo priročna, ne? Ker se zelo tiče poleg tega, da je napadel Štepanjsko naselje, zaradi tega, da odprl neko novo afero, ki mu škodi bistveno manj kot zapor, recimo na koncu. Ja, samo ta strategija, ki jo je pripravljal, pa očitno je bila že serija, že deleč razumem. Glede plakatov bi sam tu rekel, slišim tudi, ne samo to, ne, da tudi vsej drugih konkurencij onemogoča postavljati plakate. Skratka, določena podjetja jim ne dovoli, da bi imeli plakatne panoje. Skratka, on se je uzurpiral Ljubljano res v celem kontekstu. Ne samo v kontekstu kot Štepansko naselje, vsa parkriča so moja in jaz delali boste, kar vam jaz rekel, tudi v smislu, kje se lahko oglašuje in kje se ne sme oglaševati, ne? In s tem dela neznansko škodo neki pluralizaciji, ne more nihče drugi sploh do tega priti. Ne? Ja, se to je na celi črti, da je komercija kot tekma, ki dopustiš tekmo različnim medijem, različnim šolam, različnim podjetjem, da oglašujejo. V Ljubljani zelo veliko Golobov v Sloveniji se pa eliminira en del tekmecev, in s tem samo zmanjšuješ potencijale, ki so v državi, ki bi lahko funkcionirali na morju. Tudi ta terminologija njegova, dam vam še 100 parkirnih prostorov in to je to. Vse v prvi osebi ednine, mislim. Ne, seveda. To je fascinantno. To je, mislim, jaz sem tle zgrožen nad, tako bi rekel, tem levim delom intelektualcev. Tle imamo samo pašneža, ki vodi mesto tako, da vsakem problemu mu prideš povedati, pa če se bo on odločil, ga bo zamenjal. Skratka, nobene lokalne avtonomije, o kateri se govori, nobenega samoupravljanja, če bi tako rekel, iz zgodovine, ničesar. Nobenih participativnih proračunov in teh kritikov to ne moti. To je zanimivo, kako so najbrž ugodnosti, ki jih nudi tej levi kulturno-intelektualni sferi, tako velike, da jim plača molk. Me prav zanima, ali bo kakšen od teh kandidatov na levi strani, ki kandidirajo v Ljubljani, upal reči kakšno čez Jankovića, po mojem, ne. Ja, do zdaj še ni, ne. Se je tudi nekaj očitenega, da imamo volitve, na katerih je imel vmesne, tudi SD kakšnega kandidata, tudi Levice proti Jankoviću, ampak kaj bilo značilno? Nikoli ga pa ni vrh stranke podprl, da bi rečemo Mesec ali pa Vrečkova povedala kakšno ostro besedo zoper župana v prid svoji kandidatki. Tega bo ni bilo. Skratka, to je eno pravilo, da rahlo na nivoju mesta Levica ima nov govor, ampak na nivoju države, parlamenta so pa popolnoma. Tukaj so pirati še najbolj dosledni v bistvu, ne? Oziroma praktično edini, ne? No, mislim, se je tudi opozicija, SD, Nova Slovenija, ima podoben govor kot pirati. Zdaj je zanimivo, da nacionalka izjemno favorizira pirate. To, kar pripoveduje pirati, govori tudi ostali del opozicije, ampak besedo daje, ali pa Primec, enako. Je pa res, da so dosegali nekaj sodniških odločitev zelo odmevnih. Skratka, bili so tukaj zelo učinkoviti in ampak potem pač jaz sem dobil nekaj sporočila, da določili ljudje, ki so blizu piratov, da jih skrbi to, da ko bo pirati prišli, da jim ni interesu priti v parlament. Dajmo povedati, če so to potrdili. Ker če kdaj, jaz mislim, da zdaj v tej atmosferi imajo to možnost. Tudi zaradi tega, ker vlada veliko nezadovoljstvo nad očitki korupcije, ki naj bi se dogajali v Ljubljani, in tukaj lahko pirati veliko poberejo. Prej si omenil Stefanovića, zdaj med tem je zgrmel na teh anketah javnega mnenja, pa očitno zdaj izgublja možnost, da bi prišel v državni zbor. Ja. Po tistem, ki je izjavil, da bi bil notranji minister, je šlo vse ostalo. Mislim, tako le bom rekel. Pa tista njegova, zdaj se ni mogel, na odmevih sem videl, se ni mogel spomniti, ali je doktoriral ali ne. Ne, rekel je, pač očitali so mu, da je doktor, ampak da je vpisan, zato je pač že doktor. Ni znal se speljati. No, pač takih kandidatov je bilo veliko, pač relativno hitreje so šli k vragu. Smo imeli dobesedno kandidate samo za eno volitve. On je relativno še dolgo preživel, na račun covida, da je utelešal sentiment proti restrikcijam v času covida. Dobro, Peter, najlepša hvala za današnje komentarje, za gostovanje v oddaji, se vidimo naslednjič, mislim, se vidimo že ta petek v novi uri resnice, ko nadaljujemo politično debato, do takrat pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi požare.